Pozdravljeni. Na vrsto so zopet prišle vaše pobude ter vprašanja, kjer si bomo danes skušali ustvariti neko podobo o prihajajočem filmu o Formuli 1. Na samem začetku vam moram priznati, da današnji prispevek ni bil planiran. Krajši komentar sem seveda napravil v tistem rednem tedenskem pregledu, ampak nisem hotel nekako vsiljevati mojega osebnega pogleda tistim, ki jim bo prihajajoči film morda celo všeč. Ampak zgodilo se je, da me je nekdo izmed vas dobesedno izzval svojim entuziazmom, svojim prepričanjem, da je prihajajoči film o Formuli 1 nekaj posebnega, nekaj, kar bi morali vsi mi navdušenci videti. In to se seveda z njim strinjam, kajti zagovarjam tezo, da mi, ki imamo radi ta šport, moramo videti ali pa prebrati vse, tisto dobro in tudi tisto slabo, tako da se naučimo ločiti med onim, kar je pomembno, kar nam daje neko dodano vrednost, in tistim, kar bi bilo v resnici bolje spregledati in celo pozabiti. Ampak treba je poudariti, da Formula 1 kot šport ima ogromno zgodb, ki so vredne, da pridejo na kinematografska platna. Videli smo to praktično pred desetletjem s filmom Rush, ko so prikazali sezono 1976 iz izjemno ozkega, omejenega zornega kota, ampak še zmeraj so ustvarili nekaj, kar je še danes vredno ogleda. In to je treba dodati, da tudi film Rush ni dosegel veličine onega, kar je uspelo v 60-ih filmu Grand Prix, ampak to ni važno. Pomembno je poudariti, da Formula 1 niso posebni efekti. Formula 1 so zgodbe. Kako dober bi bil lahko, na primer, film, ki bi opisoval sezono 2021. Z mnogih zornih kotov, z dogajanjem v ozadju, s tem, da je Lewis Hamilton na koncu ostal brez tistega zaželenega naslova svetovnega prvaka, ampak konec koncev se je izvlekel kot neke vrste, imenujmo ga moralni zmagovalec. In še bi lahko govorili, torej sezona, ki ni tako oddaljena, ampak ki bi bila lahko perfektna osnova za celovečerni film. Kaj pa sezona 2009, ko je svetovni prvak postal Jenson Button, ali pa ona iz leta 2007. Da ne gremo preveč nazaj v zgodovino, ampak tudi tam imamo ogromno zgodb, tako da pravzaprav za film o Formuli 1 si ni treba izmišljevati nekih dogodkov, ki so vse prej kot realistični. In prav tu je prvi kamen spotike, po mojem skromnem videnju, po mojem skromnem mnenju. Namreč novi film sploh ni film o Formuli 1, čeprav ima tak naslov. Je film z Bradom Pittom in Formula 1 je nek privesek, ki je tam slučajno zato, da izgleda zgodba morda bolj zanimiva. To je bilo razvidno že iz samih reklamnih panojev, ko smo videli velike napise Brad Pitt v Formuli 1.
konec koncev prav njegova prisotnost je najšibkejša točka celotne produkcije. Priznam, filma nisem gledal in verjemite mi, niti si ga ne želim videti, kajti več ko izvem o tako imenovani mojstrovini, več podrobnosti me prepriča, da zadeva ni vredna mojega časa. Ampak baje zgodba govori o nekem 60-letniku, ki je 30 let izven Formule 1 in se nato vrne v neko obubožano fantazijsko ekipo in ji pomaga priti na vrh. Sedaj mi prosim povejte v sodobni Formuli 1, koliko 60-letnikov imamo na štartnem razporedu. Imamo mladeniče, ki so komaj dopolnili 18 let in v bližnji prihodnosti bomo lahko imeli tudi koga, ki bo štartal še preden bo dosegel ta mejnik, ampak 60-letnikov zagotovo ne. Po drugi točki je treba vedeti, da v Formuli 1 se od sezone do sezone toliko spremeni, in govorim na tehničnem področju, da so izkušnje, ki jih lahko nekdo ima, v bistvu malce manj relevantne, še posebej, če so stare 30 let. Kaj bi lahko nekdo, ki pozna Formulo 1, na primer iz 90-ih let prejšnjega stoletja, danes pridodal neki ekipi, ki je v težavah? Kvečjemu bi jih oviral, namesto da bi jim pomagal, ampak ne, v filmu je junak, ki ga igra Brad Pitt, tisti, ki 30 let ni imel stika fizično s Formulo 1 in tako s tleskom prstov popravi vse. V bistvu on ve več kot na primer tehnični direktor ekipe, kar nam pove vse o realizmu. In od tu naprej bi lahko razpravljali o sami zgodbi, ki mnogi navdušenci pravijo, da je v resnici ni. Še Carlos Sainz mlajši je seveda povedal, da film kot tak bo bolj všeč onim, ki absolutno ne vedo, kaj je to Formula 1. In verjamem, da nam je s tem povedal dobesedno vse. Glavni kamen spotike je pravzaprav Brad Pitt, kjer nihče v produkciji ni imel toliko poguma, da bi mu v obraz nekako povedal, da 60-letnik v kokpitu bolida Formule 1 je enostavno patetičen. Zgodba bi lahko delovala, če bi na njegovo mesto posadili nekoga mlajšega. In tu seveda je tisti glavni kamen spotike, prirejanje zgodbe razmeram, da je na samem placu točno določena oseba, čeprav je neprimerna. In prihajamo na tisti del zgodbe, ki morda tudi marsikomu izmed vas ne bo všeč. Film z Bradom Pittom o Formuli 1 je, kar se tiče zgodbe, izjemno podoben onemu, kar smo gledali pri seriji Drive to Survive, samo da so zadeve potencirane na neko neskončno potenco. In verjamem, da marsikdo izmed vas ima rad to serijo, ampak serija kot taka ne prikazuje resničnosti. Na primer, spomnimo se Günterja Steinerja, ki je bil glavna zvezda, tako pomemben, da je nekako zanemaril sploh svojo vlogo pri ekipi Haas. In marsikdo si je predstavljal, da je Steiner eden izmed najboljših, kar se tiče tim menedžerjev v Formuli 1. Seveda sedaj se lahko začnete spraševati, zakaj nihče Steinerja ni vzel v službo
po tistem, ko ga je Džinhas opustil. To je tisto, kar je po mojem mnenju največji kamen spotike v filmu, kjer igra Brad Pitt. Namreč, če bi bilo le delno res tisto, kar prikazujejo v tej izjemno bogati produkciji, bi na primer nekoga, ki ima takšne sposobnosti kot Brad Pitt, takoj vzeli pri tovarniški ekipi Mercedes, pri Ferrariju, pri Red Bullu, če ne drugega, da bi ga posodili na drugi sedež. Ampak dobro nam je znano, da se kaj takega nikoli ne bo zgodilo. In tu se seveda strinjam, da je današnja tehnologija omogočila fantastične posnetke vseh tistih bojev na progi, da so nam prikazali nekaj, kar drugače ne bi videli. Ampak ostaja odprto vprašanje. Smo mi tisti, ki gledamo samo na te posebne efekte in na nesreče ter druge dogodivščine, ki nam jih prikažejo na platnu, ali mi, ljubitelji Formule 1, cenimo tudi zgodbo. Brez zgodbe, vsaj po mojem mnenju, je Formula 1 dobesedno brez pomena. Če pa je vam glavno, da se vidi prehitevanje iz 236 različnih zornih kotov, boste lahko požrli tudi prisotnost 60-letnika za volanom. Sam jo zagotovo ne bom in sprašujem se, če bom film sploh pogledal tudi tedaj, ko ga bodo drugič ali tretjič ponavljali na televiziji. S takšnim izhodiščem, kot ga imamo sedaj, sem v resnih dvomih. A moje videnje, moje mnenje. Za danes, kot ste razumeli, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.